Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako do prvega milijona s serijskim podjetnikom in multimiljonarjem Damjanom Merlakom in Andražem Grahkom, soustanoviteljem podjetja Capital Genetics in mojim sonavigatorjem v odprtem ekosistemu znanja Business Space. Mimogrede, Andraž je kot analitik na financah pred več kot 15 leti postavil hrbtenico ocenjevanju najbogatejših Slovencev pri nas. Jaz pa sem kot novinarka ustvarila lestvico najbogatejših milenijcev pri nas. Ta je izhajala iz prave oziroma odrasle lestvice, kot mi je pred časom to lestvico opisal Damjan, ki je bil zadnja leta tudi najbogatejši milenijec. November je torej rezerviran za milijonarje in te navade se še nekako nisem otresla. Pozdravljam tudi kolege na financah, Bojano Humar in Jureta Ugovška ter ostale člane ekipe, ki projekt Najbogatejši Slovenec vodijo v sklopu revije Manager. Hkrati pozdravljam tudi mojo drago mentorico, učiteljico, mučiteljico, zdaj upokojenko, sicer pa mamo lestvice najbogatejših Slovencev, Vito Canko Javornik. Preden gremo na današnjo vsebino, še enkrat vabilo na investicijsko delavnico, ki se bo zgodila 9. decembra. Tam boste izvedeli vse, kar potrebujete vedeti, zato da pametno upravljate oziroma vlagate na borzo. Več informacij o vsebini na businessspace.com, poševnica webcast, povezavo objavim tudi v opisu epizode. Gremo na vsebino, spoznajmo torej različne poti do milijonov. Zdravo, Andraž in zdravo, Damjan. Damjan, a si vedel, da je Andraž stric iz ozadja te metodologije ocenjevanja najbogatejših Slovencev? Ne. Kaj pomeni, da je stric iz ozadja? Ja, naredil je metodologijo, postavil je temelje, hrbtenico in po tej metodologiji danes tudi računajo najbogatejše. Tudi tvoja ocena je verjetno izračunana na podlagi te metodologije, s tem, da verjetno si ti neke podatke tudi verjetno sam dostavil ekipi menedžerja. Ja, zdaj me kontaktirajo. Zdaj po prodaji Bitstampa me kontaktirajo in jim pač določene stvari povem, kar jih zanima. Jaz moram tukaj protestirati. Resno protestirati, ker ime strici za zadje samo za enega človeka v Sloveniji rezervirati, tako da ne morem si častiti tega naziva. Ja, kako se boš pa pol poimenoval? Kaj boš rekel, da si pol? Ne vem, analitik za zadje, neko pol, če že more kaj biti. Zdaj, ki si se že oglasil, mogoče lahko poveš, kako se sploh izračuna vrednost premoženja najbogatejših in v bistvu kako sploh nastajajo take lestvice, ker verjetno vsega premoženja pač se ne da izbrati, razbrati iz poslovnih izkazov. Ne, pač operira se na nekih javnih podatkih, večinoma pa na dobri volji vseh tistih, ki se jih identificira, da posredujejo take ali pa drugačne podatke. Pač tukaj, ki se dela tako masovno vrednotenje, se temu reče, moraš tako uporabiti nek generalni model, načeloma se dva pristopa uporabita, en konc se uporabi iz nekih večkratnikov, kar generalnih panog in se pogleda večkratnike prihodkov, dobička, poslovnega izida iz poslovanja, čistega dobička, knjigovodske vrednosti in se na en stran pogleda, katera podjetja ima nekdo, v katerih je udeležen in proba oceniti. Zdaj seveda za nekatere stvari, kjer ni javnih podatkov, o tem je to malo težje, pa tukaj ne moč, ampak to je ta prvi lijak. Ta drug je pa v bistvu en tak teoretičen model, kjer se pol oceni vrednost na podlagi dobičkonosnosti in nekega donosa na kapital, ki se spet uporablja neke fundamentalne podatke in potem prideš do neke vrednosti podjetja, pa moraš ugotoviti, kakšen delež ima v tem podjetju nekdo, pa se pa majčkeno še presoja razne diskonte pa take stvari, torej če manjšinski delež ali pa če ni javno podjetje, če ne kotira na borzi, če te naložbe niso likvidne, se tudi tam nek diskont upošteva. Zdaj pa v primeru Damjana, recimo pri Bitstampu je bilo to malo težje, zato ker pač tudi že takrat ta prvič pač ni bilo javno znano, kakšni so bili v bistvu točno prihodki pa te stvari, tako da se je majčkeno gibal ven tudi iz samega trgovanja, pa iz nekega tega modela provizij, ki so ga imeli, koliko bi bilo prihodkov, pa pač malo cross-checkaš na nekih informacijah pa rumorjih in tako da v bistvu to je tudi ten pristop pol, ki dodatno še pogledaš, mogoče zlasti te večja podjetja, ki nekako veš, da se bojo posamezniki znajdli više na lestvici.
Zdaj, potem, ne vem sicer, kako se je evolviral ta model od tiste točke naprej, ker čisto iskreno, jaz s tem nimam nič več, že več kot 10 let. Tako da, kaj je danes v črni skrinjici noter, vam ne morem povedati, boste mogli vprašati Bojano tam, ali pa ekipo. Kakor jaz vem, se potem z vsakim, ki je končal na lestvici, preverita neka ocena, ima pravico dati neko mnenje, nek ugovor. Sem rekel, v prvih letih so bili te odzivi izjemno burni, tako rekel, zdaj ne vem, ali so pa ljudje to obupali in so pač sprejeli, da se bo to zgodilo. Sem se zmeraj hecal, da pač včasih, kad daš pride, nimaš kaj, bo pač prišel. In pol v bistvu, zdaj, če dobiš neke kvalitetne informacije, smo jih takrat, saj, ko sem jaz tu bil pač del te ekipe, vedno upoštevali, zmer smo pač bili na nek način taki, da smo to nekako vključili, prilagodili oceno, kakšen je poslal tudi pol podatke o poslovanju, ki jih mi ne bi mogli dobiti. Zdaj pa mogoče lahko še Damjan doda, katere podatke je dostavil ekipi menedžerja. Ja, predvsem nekako jih zanima nekako portfelj teh naložb, ki jih nihče ne more videti. To so predvsem finančne naložbe in obveznice, delnice in take zadeve, skladi in pač tukaj jaz nekako odgovorim na njihova vprašanja in jim v bistvu podam odgovore, ker se mi zdi, da oni bodo izračun itak naredili, zdaj pa ga naredijo z mojo pomočjo, pa je ta izračun čim bolj pravilen, ali pa ga naredijo po svoje in na podlagi nekih neznank in ugibanj. Tako da in potem lahko je par milijonov zmanjka, ne? Ja, ali pa jih je preveč. Ali pa jih je preveč. Ja, to je zanimivo, ti v bistvu ne skrivaš, ti v bistvu si zelo odkrit in si verjetno eden redkih v bistvu ljudi na tej lestvici, ki v bistvu tako odkrito komunicira o vrednosti svojega premoženja. Zakaj to počneš? Zato, ker se mi to ne zdi v bistvu nič sramotnega in ne vem, zakaj. Mislim, za določene ljudi je verjetno vsem jasno, zakaj skrivajo, ampak na splošno pa v Sloveniji nekako ljudje, ki imajo premoženje, jih je nekako na nek način mogoče sram in to nekako skrivajo, ampak mogoče je treba narediti konec temu. Jaz mislim, da to ni nekaj, kar bi bilo potrebno skrivati in ni nekaj, kar bi se bilo potrebno sramovati. In s tem jaz mislim, da tudi motiviram marsikoga, s tem, ko jaz marsikaj povem, pa marsikaj objavim, pa moj Instagram in podobne zadeve. Razni mladi, ki si želijo recimo iti po isti poti ali pa ki si želijo istega rezultata po neki drugi poti, so mogoče motivirani, da mogoče začnejo neko podjetniško pot, da mogoče začnejo z investiranjem karkoli pač vidijo kot priložnost in jaz sem prepričan, da je marsikdo zaradi mojih podatkov pa mojega razkrivanja stvari šel na neko pot, ki jo mogoče drugače ne bi ubral. Ja, to lahko tudi potrdim, ker se tudi na nas obračajo številni mladi, ki so poslušali podcast s tabo in so čisto navdušeni in si jih motiviral. Menda, da so poslušali podcast z beležko v roki in so si v bistvu zapisovali stvari, tako da imaš zelo veliko zanimivih in kakovostnih informacij za mlade, tako da v bistvu smo zelo hvaležni, da si vzameš čas in deliš to z nami. Lahko pa tudi jaz nekaj povem, da v bistvu kar nekim milijonarjem je povedal, da ne želi biti na lestvici, da živijo v manjšem kraju in da ne želijo, da sosedi zvejo. Pol sem zvedela tudi, da nekateri ne želijo, da žena zve, koliko dejansko vreden mož, ne? Pa recimo davkarija, pa nekateri so v bistvu tudi skrivali premoženje, ker jih je bilo strah raznih groženj in podobno, ne? Tako da razlogov, zakaj v bistvu ne želijo biti na taki lestvici je v bistvu več, ne? A ne, Andraž? Ja, mislim, da skar naštela neke te glavne motive. Zdaj, je pa res, da tudi to, kar Damjan prav, recimo, tudi njegov pristop, ker je zelo v bistvu odprt in transparenten, tudi glede tega, ko je prišel, kaj dela s tem in nekako razbija te mite o nekih čudnih skopušnikih, ki tam neki plavajo v nekih, ne vem, bazenih, veš, ki so skriti in noben ne ve, kaj ima in gor dol. Mal je
včasih to bilo v tem smislu, da je treba skriti, ker pač družba ne tolerira tega. Ne? Zdaj, mogoče jaz upam, da lahko napredujemo in klej je, ko preko en izraz angleški honesty is the best policy in pač enostavno, če se to razkrije, pa ljudje lažje razumejo, zakaj je do tega prišlo. Predvsem je pa izjemno koristen ravno to, kar si ti rekla, ne? Ker drugi, mogoče mladi, ki aspirirajo, da bi bili podjetniki, študirajo te primere, kako se je to zgodilo, kako si prišel do premoženja, ne? Kako je podjetje recimo se razvijalo, in to je izjemno koristno, zato ker takrat, ko smo imeli tranzicijsko gospodarstvo, se jaz lahko povem, ta ideja cele lestvice je nastala, ker je takrat Vita Cajnko Javornik v Menedžerju pisala in je začenjala s tem, koliko delnic imajo neki menedžeri in kdo so najbogatejši v Sloveniji, in se je ko preko religiozno gledali tiste delniške knjige in se je gledali, koliko milijonov ima kdo, pa to so bili ljudje tipa, ne vem, Bavčar, Šrot, Janković, pa management, recimo, pa kaj jaz vem, pa Mirko Tuš se znajdu, kaj celo model, mislim, lahko rečem, smo ugotovili, ja, dobro, sej, verjetno je več value tam, ker ima nekdo eno podjetje, pa je nekaj ustvaril, kot tistih 1000, 2000, 3000 delnic, ne, in pa je bil aha moment, sej ni vse likvidno, pa na unibogi naši borzi, ne, ta tranzicijski neka gospodarstvo, odprava družbene lastnine, ampak se nastajajo neka podjetja in se polni nekaj, kar so nas takrat učili na faksu ekonomskem kot neka socialistična črna luknja, ne, kjer ni bilo teh malih podjetij, SMI-jev, danes temu rečemo, ne, da bi zrastali, ampak ta luknja, ta vrzel se je polnila z raznimi podjetniki skozi čas in začela so nastajati podjetja, ki so bila zmer več in več vredna, in pa je bil seveda izziv, kako vse to vrednotiti, ker zato, da dobiš 100 ljudi in njihove holdinge, sej ne, da jih 100 vrednotiš, ne, ti moraš na nek način oceniti, mislim, da blizu 1000 nekih podjetij, pa neki lijaki so, pa neki filtri so, ne, ker jaz sploh nisem govoril, kako si ti prek lijakov prišel do ožjega izbora, da si sploh neki vrednoto, ker je bilo smiselno nekako vrednotiti, ne, zato smo mogli iti čez celo bazo podjetij, ne, v Sloveniji in si nekako začel z prihodki, dobičkom, kosmatim denarnim tokom, koliko kapitala, koliko denarja, da si nekako ožji izbor naredil, da se ti je sploh splačal vrednotiti, ne, pa si pa še prag dvigoval vsako leto, ker so pač podjetja rasla in so bila zmer več vredna, tako da je zelo dinamično in čez nekaj časa zdaj imajo že kar bogat zaklad neke zgodovinske baze tudi za nazaj, ne, ker lahko sledijo njihovim ocenam za posameznika, zdaj že za par let, ne, tudi mogoče zanimiv, a ne, na začetku si začel, bomo tako rekli, Vita je s tem začela, a ti lahko ocenil, koliko ima Mirko Tuš premoženja, oziroma koliko je vrednega delež v Engro Tušu, ne, takrat, ki je bil, sam še takrat je bila trgovska, ne, in tako, pa to pa sploh ni bila lestvica, to je bila neka geneza, ne, pa je šlo pa to sam naprej, kako to optimirati, obračati. Damjan, mogoče lahko razkriješ, koliko si po novem vreden? Ja, niti sam ne vem, no, vem, da je, mislim, da je okrog, mislim, da 180 ali nekaj takega, da je neka številka, nek skupek vsega. A ni zanimivo? A ni zanimivo, kako v bistvu, ko se pogovarjamo z najbogatejšimi, v bistvu niti sploh sami ne vedo, koliko so vredni, ne? Ja, ker to so zelo relativne stvari, koliko je neka stvar vredna, predvsem pri zasebnih deležih v podjetjih in mogoče nepremičninah in take stvari so velika stvar interpretacije nekoga, ki to ocenjuje. In zdaj, koliko je vreden nek hotel ali pa koliko je vredna neka delež v podjetju Engen, recimo. En bo rekel X, nekdo bo rekel X krat 2, nekdo pa X deljeno z 2. A gremo zdaj kar na to našo temo, ki sem jo napovedala. Mladi v bistvu mi dostikrat povedo in tako brez zadržkov, da želijo biti bogati. A sta videla tudi kot študenta ali pa najstnika imela to ambicijo, da bi bila bogata oziroma da bi postala milijonarja? Damjan. Jaz sem imel to, imel sem to željo, ja, ne bom rekel, da ne. Sicer nisem razmišljal v smeri, da bi postal milijonar, ampak da bi pač bil vsaj well off, da bi bil vsaj, recimo, jaz sem si nekako zadal cilj, to se spomnim, recimo v času srednje šole, sem se jaz nekako zadal cilj, da ko dopolnim 30, da imam vsaj to premoženja, da mi ni treba več delati. Ne, da ne bi hotel delati več, ampak da imam recimo dovolj, da lahko živim od njega pasivnega dohodka. In zdaj
če ne bi bilo Bitstampa, jaz bi vseeno to, mislim, da bi dosegel do 30. leta. Kako bi imel nekih naložb, ker jaz preden sem recimo uspel z Bitstampom, sem jaz delal kot programer, imel recimo normalne službe prek študentskega servisa, kasneje prek SP-ja in tako. In jaz sem večino teh prihodkov, ki sem jih zaslužil, sem jih dobesedno investiral. Najprej v vzajemne sklade, potem sem pa začel v posamezne delnice to investirati. In jaz bi pač verjetno to tudi nadaljeval, in če bi to nadaljeval, bi bil pri 30 na portfelju, ki je zadosti velik, da pasivni dohodek recimo zadošča za nek dober povprečen, za neko dobro povprečno mesečno plačo. Zato, da na borzi ustvarjaš milijon, moraš biti zelo, zelo discipliniran. A ti to disciplino imaš? Ja, ali pa dolgo živeti. Ali pa dolgo živeti, ja. Čas je v bistvu najbolj pomemben. No. Nekdo, ki recimo začne investirati pri 18, ima veliko lažjo nalogo, kot nekdo, ki začne pri 30 ali pa 40. Kdaj si pa ti začel investirati? Zelo zgodaj, v srednji šoli že tako. Mislim, investirati in se malo igrati s trgovanjem. No, to sem imel dve ločene stvari. Eno je bilo neki redna mesečna vplačila v vzajemne sklade najprej in potem kasneje na brokerski račun. Potem sem imel pa še nek ločen račun, kjer sem pa v bistvu z nekim kapitalom v bistvu aktivno trgoval. Zdaj smo ki si enkrat razlagal mladim, da si začel pri 13 letih že programirati. Verjetno se takrat... A takrat si začel tudi ustvarjati prve prihodke, ali kako? Ne takoj, pri 13 še ne, ampak v srednji šoli pa že, no, takoj potem začetkom srednje šole pa že. Ker zdaj vidimo tudi te mlade 8-9-letnike, ki že delajo, ustvarjajo milijone z raznimi kriptoprojekti. Kaj pa ti, Andraž, kako pa si ti gledal kot študent na bogastvo in milijone? Ne vem, jaz mislim takrat, ko sem začel fascinirati kapitalski trgi in v bistvu enkrat smo eno kabelsko dobili, jaz ne vem, kjerga leta, zdaj to bilo ne spomnim se, ajde, rečemo 2000, da bomo lažje razmišljali. In v bistvu se je tudi znajdel nek CNBC tam in pač normalno, pač vsi smo neki surfali že takrat po internetu, sam ni bila toliko, pač študiral sem ekonomijo in tisto, kar sem se tam učil, je bilo tako, ne vem, svetlobna leta stran od tega, kar se je dogajalo na ekonomski fakulteti, ne. In jaz gledam tisti in mi nič ni bilo jasno. In sem rekel, klej neki narobe, tako da jaz moram mal bolj razumeti ta trg, ne, pa že takrat nisem toliko hodil na faks, bolj smo muziko igrali, pa vse živo počeli v življenju, pač ok, tisti izpiti so že nekako bili in tam se je začela ta pot s kapitalskimi trgi, ne, in v bistvu, tako da ne dolgo potem, seveda je bil prvi job je bil najdeti nek začeten denar, da ga sploh lahko investiral, takrat je bilo majčkeno težje, ker so bili že uni minimumi, da si lahko odprl račune in seveda si ga hotel odpreti v tujini, ker to narediti, mislim, mene nikoli ni zanimala prav preveč Ljubljanska borza, čeprav sem pol ogromno pisal o tem, ampak dejansko sem se tudi odločil, da nočem imeti nobenih delnic, če pišem o teh podjetjih, ker bojo skozi neke, ko bi rekel, natolcevanja ali pa namigovanja, da nekaj hočem pumpati na tem ubogem našem trgu, tako da tega nisem počel, sem pa pol takrat pač počasi sem imel par služb kot študent, pa sem nabral par tisoč takrat, pač ok, $1 so bili, dajmo reči evrov danes, da bomo lažje razmišljali in sem odprl en račun, ki ga imam še danes na First Trade in sem neki mečkan igračkat začel, no, v bistvu s tem. Pa v bistvu takrat je bila recimo ta avenija prek vzajemnih skladov, je bilo tudi en način, ker se je začelo odpirati, ker so slovenski skladi, če se prav spomnim, z letom 2003 se je spremenila neka zakonodaja in so lahko začeli postopoma vlagati v tujino. Predtem niti ni bilo tako enostavno, ker pred letom 2000 so bile še neke kapitalske kontrole in ni bilo tako simpel v tujino nekaj vlagati. Ne. Tako da tam se je pol začel in potem sem začel počasi tudi z naložbami in ostalo je pač, ne vem, zelo fast forward naredimo in kaj se vem, 20 let kasneje, ne, pač in je svet popolnoma drugačen. Dostop do trga je praktično izjemno pocen, prideš do dostopa do trga, ta izraz demokratizacija financ je sicer povzročila, da imamo vsi dostop do trga, je pa res, ne, da
se vprašaš, ali imamo tudi vsi izkušnje, da se s trgom ukvarjamo. To je druga stvar. Takrat je bilo neskončno težko priti do tega, pa mislim, neskončno pač. Za enega, ki ni zdaj bil mu kakšnega očeta, da mu je dal kaj denarja, pa se lahko s tem igral, in mogo pač nekaj časa dela, da je do njega zneska prišel, da je dejansko lahko odprl. Vsaj tako je bilo prvo. Okay, zdaj, ko omenjaš očeta, koliko so pa starši dejansko vplivali na to, da ste se začeli ukvarjati z recimo borzo, Damjan? A tvoji starši trgujejo na borzi? Ne, aktivno ne, so pa vlagali prihranke takrat še v času 90-ih na Ljubljansko borzo v bistvu. Ampak to ni bilo aktivno trgovanje, pač so vložili in tam so bili kar dobri donosi v tistih časih. A sta se kaj posvetovala s tabo, ali si ti mogoče kaj znanja od njiju dobil? To je bilo še prej, to je bilo še, ko jaz nisem vedel nič o tem. Aha. Se ti stokam mlajši, ja. To se jaz v bistvu še spomnim, ker tudi moj oče je v bistvu takrat kupoval. Andraž, dej, mogoče, kako ste pa vi doma z borzo in spoznavanjem kapitalskega trga? Ne, takrat nima nihče od mojih staršev nobenih izkušenj s tem, ker je to bilo še bolj zgodaj. Še največ, kar se je v mojem otroštvu govorilo, je to, a imaš kakšno konvertibilno valuto, marka, ali pa če kdo dolar je privlekel, kakšen starejši, kaj pa je simpariat od mojih staršev, je bilo to tako, da bi mu suho zlato, kva so to zdaj dolari, un dolar je bil, pa inflacija je bila visoka, pa še pred tem dinari, pa neke nule smo prekrivali, sploh nam o tem govoril, ker blok 3 ure govoril, ampak pa je pa prišel ta prehod, prišli so te certifikati, kjer je vsak lahko, ne vsak pač, imeli si določeni ljudje in skupine so imeli določene pravice, mama je delala v Savi Kranj in mislim, da je celo nekaj zamudila in ji niso zamenjali, čeprav so imeli delavci prednost, tako da je potem s temi certifikati končala na trgu in je lovila te pooblaščene investicijske družbe in vem, da so takrat ljudje hodili od vrat do vrat dobesedno in ljudje jim ponujali, kaj lahko naredijo še s tistim certifikati, ker noben ni točen vedel, kaj narediti. A gremo na najbolj sočno stvar, kako sta vidva prišla do prvega milijona in katere so bile dragocene lekcije na poti? Damjan? Ja, mislim, da verjetno skoraj vsi, ki to poslušajo, nekako vejo, kako je do tega prišlo. Mislim, jaz sem z Bitstampom v bistvu prišel do prvega toliko velikega premoženja, da bi temu rekel milijon. Zdaj, kdaj točno je to bilo, mislim, da 2013, 2014, takrat je v bistvu ta zgodba zares začela ustvarjati neke prihodke, ki so potem dali neko vrednost temu podjetju. Kaj pa so bile lekcije? Jaz bi zdaj težko bi rekel, kaj so bile lekcije. Jaz bi rekel, da nekdo, ki v bistvu začenja recimo iz nič, zelo težko v bistvu odlaga ne vem, kako bi to povedal, ampak če nekdo ustanovi podjetje, pa če ga ustanovi iz nič, pa če nima nekega zaledja, je nekako naravna želja tega človeka, da poskusi v bistvu iz meseca v mesec čim bolj s tem podjetju delati in ne v bistvu gledati 5 let v prihodnosti. Namesto, da bi recimo gradil 5-letno zgodbo, se ljudje preveč fokusirajo na to, kakšen mesečni prihodek ustvarijo in koliko bomo letos zaslužili, ali bo letos dobiček ali ne bo. V bistvu je pa bolj pomembno, če hočeš resnično velik znesek zaslužiti, da v bistvu zgradiš podjetje, ki je čez 5 let vredno 100 milijonov, ne pa recimo, da letos zaslužimo 100,000 evrov. To je zelo dober nasvet. Andraž, boš še ti povedal, kako si prišel do prvega milijona, pa malo skrajšaj zgodba? Verjetno sem prespal tisto točko, ki je šlo čez 1 milijon, ker tudi ne vem, kdaj je bila iskreno povedano, ampak če bi zdaj nekaj razčlenil, kako je do tega prišlo, jaz pri meni je bila to kombinacija večjih nekih, dajmo reči, temu se reče value streamov, torej načinov, kako se je neka vrednost nekih naložb ali pa mojega premoženja povečevala. Jaz bi rekel, da ta prva stvar, ki je bila tako, nekaj je bilo na kapitalskih trgih, ki se je začel. En del je bil skozi nepremičnine, ki smo v bistvu tudi čisto družinsko in projekt naredili in s tem je nek uvoden kapital nastal. Potem sem pa to usporedno že na KD-ju delal čistko. Pa sem na eni točki ugotovil, da imam dosti kapitala in sem naredil prvo finančno naložbo in sicer še danes sem lastnik manjšinske factoring firme. Takrat in v bistvu ta naložba, bi jaz danes rekel, je
nekajkratnik tega vložka. Ji gre zelo dobro, firmi je ime Interfinance, Full Disclosure, se to vse v IPS-u pa vidite, se ukvarja čist z bridgingom, odkupuje v bistvu terjatve, pomaga podjetjem pri obratnem kapitalu, tako da to se je usporedno dogajalo. Pa sem pa v bistvu takrat na KD-ju, ko sem že upravljal premoženje, smo šli čez eno res zelo burno obdobje in jaz sem prišel tam 2005, kar je bilo praktično, ne vem, let pa pol pred veliko finančno krizo in sem upravljal sklad, ki se je fokusiral na Severno Ameriko. In zelo veliko smo se takrat s finančnimi inštitucijami ukvarjali, pa jih analizirali. No, v glavnem, če malo hitro to previjem naprej, ko sem zaključil tam na KD-ju, v bistvu sem rekel, ok, nekako smo prebrodili finančno krizo, fantje se morajo z benchmarki boriti, jaz bom pa malo razmišljal, kaj bom še v življenju naprej počel. Tako da imel sem nek pol že buffer s tem real estate projektom, pol sem kasneje izvedel to naložbo direktno v pač to podjetje, ki izjemno lepo raste, vsak let 15-20% donosa na kapital naredi. No in pa sem pa rekel, ok, kaj pa znam delati, kjer ljudje mi zaupajo, in pa smo ustanovili v bistvu Capital Genetics in zdaj bo že skoraj 10 let. Tako da v bistvu, če nekako seštejem skupaj, je prek parih streamov v bistvu nastaja skozi čas in imam kar srečo, da tako te čist na nek način pasiven del, pol malo bolj direktna, temu bi nekdo rekel neke vrste venture naložba, ker sem tam manjšinski lastnik, plus 3 zdaj nek operativen biznis, ki ga peljemo, tudi zanimive stvari razvijamo, pa zdaj tudi naša firma že sama tudi investira, recimo primer, sodelujemo z Growth skladom od Generalija, to ni nobena skrivnost, imamo tudi mi recimo že naložbe direktno s firme noter in hkrati tudi upravljamo storitev in pomagamo skladu pri naložbah. Tako da na nek način niti ti ne znam zdaj razložiti, kje bo to ven prišlo, ampak pač na večjih koncih delaš neke stvari, ki so ti všeč, hočeš delati z ljudmi, ki so zanimivi, pa imajo dobre ideje in pol ponavadi kar daleč prideš na dolgi rok. Kaj pa tvoja strast? Jaz bi vsakmu priporočal, da bolj posluša samega sebe in da jo najde, pol bo verjetno uspešen. Zdaj, ko meniš 10 let, tudi Bitstamp je praznoval 10 let. Damjan, ko danes gledaš na Bitstamp, pa ko se spominjaš tistih začetkov, kaj ti šviga po glavi? Ja, lepo je bilo, no, mislim, to je neka zgodba, tako kot se ljudje spominjajo za nazaj, ne vem, ljudje spominjajo, vsak se spominja recimo srednje šole, marsikdo se spominja faksa, tam se dogajajo marsikatere stvari, ki so stresne, ki so mogoče slabe, tako v tem smislu, da je pač marsikaj, veliki pritiski so in take stvari, ampak to nekako odmisliš, v bistvu spominjaš se tistih dobrih stvari, ki so se takrat dogajale in na koncu se je v bistvu zelo dobro izšlo, tako kot se je srednja šola dobro izšla in odmisliš te stvari, da je bilo vmes ogromno negotovosti, ker bi šlo lahko marsikaj narobe, ampak smo prebrodili marsikaj in potem prišli do nekega cilja. Damjan, te lahko nekaj vprašam. Če bi zdaj te tako na suho vprašal, koliko problemov je bilo treba rešiti v prvih 2 letih, a bi mu tako eno placeholder številko v smislu, ne vem. Pa če lahko kakšen ga opišeš. Kar se mene tiče, so bili predvsem tehnični, ker jaz sem itak imel, na meni je bila v bistvu cela izvedba, pa cela izgradnja te platforme, pa potem označevanje te platforme in vsak, ki recimo gradi neko tako stvar, kjer imaš ti, sploh ne vem, kaj je sicer primerljivo, ker kriptoborza je v bistvu res specifična zadeva, ampak tukaj problemi nastajajo v bistvu vsak dan in ti dobesedno to rešuješ sredi noči, v nedeljo, v petek zvečer, ko grejo drugi ven, ti ostaneš doma, ker je treba pač nekaj rešiti, ne more počakati do sobote, ljudje imajo denar tam, ljudje trgujejo. Takih zadev je, to je na tedenskem nivoju vsaj ena, recimo, taka konkretna. Kaj pa never give up, ja, po domač povedano. Te stvari se potem nekako umirijo takrat, ko podjetje postane toliko veliko, da nekako drugi ljudje začnejo te stvari reševati, ampak dokler si pa ti v bistvu one ali pa two man band, pa mogoče zaposliš še ene par ljudi, je pa v bistvu vse na tebi. Ti moraš v bistvu to reševati. Mi smo imeli še cold storage, mi smo imeli sredstva od strank, ki je bilo na nekem nivoju, je bilo tega že recimo za 10 milijonov evrov in zato so mogli jaz in najc poskrbeti. Nikogar, ki bo, ne vem, daš na banko in oni to shranijo v nekem velikem sefu. Vsi so blizu ne na ko sem jaz v nočni omarici doma.
Meni se zdi, da dostikrat mladi mogoče o tem delu ne razmišljajo, ali pa ne poslušajo, ali pa ne slišijo, da v bistvu si ti v bistvu delal praktično non-stop, praktično 24 ur na dan, 7 dni na teden si bil na razpolago in oni v bistvu zavidijo tvoje premoženje, ne vidijo pa tistega, kako se je vse skupaj začel, pa koliko truda, časa si investiral v gradnjo te ideje, ne, konec koncev. Ja, Vsi samo nekako se mi meni, zdi, da hrepenijo po nekem instantnem bogatenju, no, tako bom rekla. ja, sej tudi jaz takrat bi, recimo, če bi imel opcijo instant nekje 10 milijonov dobiti, bi jih vzel, ne bi rekel ne, hvala. Ampak meni je to, jaz sem užival v bistvu v tem, jaz nisem tega počel zato, mislim, pač ja, jaz sem želel ustvariti firmo, pa ki bo veliko vredna, pa da bomo veliko zaslužili, to je bil itak prvi cilj, ampak jaz sem užival tudi na tej poti do cilja, jaz sem užival v programiranju in pač v spremljanju, pač biti del te zgodbe kriptovalut in biti v bistvu Bitcoina, takrat sploh ni bilo drugih kriptovalut. Drugi časi so bili, takrat je bilo to, ne vem, neka domena nekih geekov, pač mi smo se šli na konferenco, mi smo se pogovarjali o tehničnih stvareh, sanjali, kaj to nekoč bo. Danes, če greš na konferenco, so to samo različni štanti, pa vsak je svoj skem, ki ga hoče prodati strankam na tej konferenci. Ja, ko ste zdaj rekel, da ste hodili na konference, pa ste se med sabo pogovarjali, zdaj, koliko pa je bilo teh early adopterjev iz leta 2011 v Sloveniji? Si imel sogovornike? Ne, v Sloveniji pač jaz sem na ta način najca spoznal mojega pač partnerja, potem bodočega. In v Sloveniji je bil on edini človek, s katerim sem se jaz pogovarjal o Bitcoinu in tako so pa tudi v bistvu nekako začela se dobivati, o tem debatirati in potem prišla na idejo, da je narediti en posel iz tega. Ja, mi tudi poznamo enega zelo zgodnjega adopterja Bitcoina in tudi razlagal je, da je, ne vem, 500 Bitcoinov prodal zato, da je lahko kupil avto, danes 500 Bitcoinov vrednih 30 milijonov. Ampak, veš, dostikrat ljudje malo se preigravajo te izračuni. Recimo, če bi ti investiral 1000 evrov v Bitcoin leta 2011, bi danes imel dobrih 13 milijonov 740 tisoč, ne? Nihče ne bi obdržal tega do danes. Ti vedno, ko nekaj investiraš in ta stvar zraste za 500%, ti prodaš ali pa prodaš vsaj del ali nekaj narediš, ne gledaš, razen če pozabiš. To je ti najboljša strategija pri teh stvarih. Da nekaj kupiš, pozabiš in čez 10 let ugotoviš, da imaš. Meni se zdi, da se ravno pri teh kripto trgovalcih, recimo vlagateljih nekako razvila ta kultura držanja naložbe, kar nekako se oklepajo tega, nočejo prodati. Ja, samo zdaj ne vem, zdaj so drugi časi, zdaj Bitcoin ni več v začetku, zdaj je to razvita zadeva in zdaj kupiti Bitcoin pa računati, da bo šlo to krat 100, ne vem, lahko se zgodi, ampak ne vem, v kakšnem svetu bomo potem živeli, ali bodo fiat valute toliko manj vredne, ali bo, ne vem, ampak če samo s številkami, če se začnemo igrati, kakšen bo market cap Bitcoina, če gre od tukaj krat 100, ali pa kakšen bo market cap nečesa drugega. Plus tega upoštevati je potrebno tudi, da je v bistvu na svetu kriptovalut je konstantna inflacija novih žetonov, novih valut, ki v bistvu odžirajo market share drugim valutam in v bistvu kljub temu, da je recimo Bitcoin ali pa katerakoli druga valuta lahko omejena, njen obtok je omejen, ampak se pojavljajo druge in ljudje, ki bi sicer investirali v Bitcoin, investirajo, ne vem, Shiba Inu, ne vem, recimo, nekaj alternativnega. Ja, jaz se spomnim, ko sem pisala, mislim, da je bilo 2013 ali 2015, takrat se je vzel zelo veliko časa, da mi je pojasnil, kaj sploh je Bitcoin. Ne? Spomnim se, da sem pa napisala članek, da je to valuta, ki deluje, kot bi bila na kokainu, se pravi gor dol, šibala je gor dol. Tako da, ne vem, zdi se mi, da v tistem trenutku, ko smo mi kot novinarji pisali o kriptovalutah oziroma Bitcoinu, je bilo tako surreal, ni bilo tako, sploh nisi mogel verjeti, da je to res. Zato je bilo tudi zanimivo to vse skupaj. Ja, seveda, zgodba je pol ratala zelo zanimiva, sploh leta 2016-2017, ko so vsi nekako odkrili to, se mi zdi, tudi preko ICO-ja in podobno. Ampak recimo, veš, kaj me je zanimivo? Recimo, ravno včeraj se je zelo veliko govorilo o turški liri, ki je upadla na zgodovinsko dno in v enem letu izgubila kar 30% v primerjavi z evrom, inflacija v Turčiji pa podivjala na 20% in recimo Erdogan pravi, da so obrestne mere hudič in da bodo nižje obrestne mere znižale inflacijo, kar je v bistvu čisto v nasprotju s pričakovanji ali pa prepričanji ekonomistov.
Zanimivo je tudi, kako v bistvu se Bitcoin kot decentraliziran sistem, ki bi lahko pojavljal kot pač neka valuta, ki bi lahko spremenila vlogo centralnih bank v sodobni finančni infrastrukturi. A lahko mogoče malo to pokomentiramo, kakšna je v bistvu prihodnost? A lahko Bitcoin ubije centralne banke? To bi en članek na Investopediji. Can Bitcoin kill central banks? Ja, če jaz bi rekel, da ne, zato ker Bitcoin ima svoje lastnosti, je kar je, ampak centralne banke so še vedno nekako pooblaščene iz strani suverenih držav, da upravljajo neko nalogo in v bistvu država stoji za denarjem. Država ima vojsko, država ima razne sisteme, da ljudje prisili, da ta denar uporabljajo. Veliki igralci, Kitajska, Amerika, Evropa, ne nazadnje, če se odločijo, lahko enostavno prepovejo kriptovalute in je stvar rešena. Seveda jaz jih imam še vedno lahko v svojem walletu, ampak če mi je prepovedano to držati, če mi recimo v Ameriki rečejo 5 let zapora, če te dobimo, da imaš kriptovalute. Sej to ni nerealno, da se zgodi. Zakaj? Marsikomu se zdi mogoče radikalno, ampak sej, ne vem, tudi v Avstriji se bodo morali zdaj vsi cepati, pa bi se marsikomu to zdi radikalno en mesec nazaj. Za evropska država. Andraž, kaj pa ti misliš o tem? Ne, jaz se strinjam kleči z Damjanom, v bistvu stvari niso več toliko nedoločne, ravno zaradi tega, ker pač kriptovalute, pa Bitcoin, pa pol ta druga generacija, ki smo pametne pogodbe dobili, pa v bistvu se je funkcionalnost nekako razširila, pa zdaj nove, ne vem, spet X generacije, da nam šel po številkah gor, ker na scalability delajo, ne pač tudi centralne banke to spremljajo in vidijo, kaj je v bistvu sploh v ozadju tega. In neke države so se odločile, da bojo pač malo bolj gledale in mogoče vključevale ali pa to tehnologijo pustile, da se razvija, pa videle, kako bo lahko habitirala s centralnim bankam. Ene so se pa pač odločile, konkretno Kitajska, da pač tega noče, da to je izven njihove filozofije in koncepta vodenja države. Tako da jaz mislim, da ni to taka neznanka. Pač zlasti te sistemi, ki imate milijarde ljudi, ki rabaš imeti neko kontrolo, da bi se tam spustili, da je to nekako, ko bi rekel, ljudje sami handlajo prek nekega avtomatskega sistema vnaprej preprogramiranega, to mi malo divje, da bojo pustile te države. Zdaj, bojo pa druge, ki so bolj demokratične, mogoče rekle, nam od tega ubijali. Je pa res, da je spet odvisen od razmer, tako je rekel Damjan. Če pa neka kriza, pa bo neki načet, dobiš pa državo in dekret, vsi se cepte, ali pa nihče ne uporablja kriptovalut, ali pa ne vem, razlastili vas bomo premoženja in ga nacionalizirali. Tudi to smo že imeli recimo v naši državi. Tako da jaz mislim, da test vseh teh raznih inovacij finančnih izmer skozi čas, ko smo malo zanj debatirala, pa smo gledali donose, pa jaz lahko za delnice za 180 let potegnem neke zgodovinske donose, pa volatilnost, pa koliko je bilo povprečju na let, pa koliko so bili, ne vem, 10-letni na let donosi, pa jih peljem naprej. Če probam to za Bitcoin za 20 let narediti, ne morem. Če probam za Ether za 10 let narediti, tega ne morem. Zdaj, lahko pa dam teh 5 let, pa rečem, šlo bo v neskončnost. In zdaj, jaz mislim, da to ne bo tako funkcioniralo. Zdaj, če pogledamo, kdaj je bil rojen Bitcoin, to je tudi zelo zanimivo, je bil rojen praktično ob nekak dnu bear marketa finančne krize, tam januar 2009, marca je bilo konc, tako da v bistvu smo v enem velikem bull marketu od takrat. Tako da jaz tudi se sprašal, kaj bo, ko ti riski asseti mogoče ne tako dobro funkcionirali in pač to enostavno ne vemo. Tako da ta risk management se pa zmer pozabi, kaj je vse lepo, in zdaj banalno, tako ko pogledaš, če rekel 100x, tako ki je rekel Damjan, če 10 let nazaj pogledam, bomo glih tam neki, ali ne vem, koliko je bilo točen. Je pa res, da povprečen donos, pol ga nazaj gledaš za Bitcoin, sem jaz šel gledati, pa rečeš, ga daš na letno osnovo, priješ tam do ne vem, mislim, da je 170% ali neke take številke, Na drugi strani, ko gledaš pa te zahtevane donose za venture capital, za samoroge so pa v zgodnjih fazah tudi bili 100%. Tako da lahko rečeš, da mogoče to je ena ideja bila, ki mnogi niso verjeli in se je ful dobro izšla. Pa zdaj, če dodaš še malo hypa, zdaj zadnje cajte, zadnje 2 leti, 3 pa še overshootala. Zdaj pa,
a bo v prihodnosti, ne vem, to 50 na let, 40, 30, ali bo to Bitcoin ali pa tako, kot je Damjan rekel, nove omrežja, ki prihajajo ven, to je pa, tukaj pa že vidim, malo konkurence se zdaj dogaja, ne, pa kako bomo zdaj tole zapeljali. Ne. Tako da je že svet ni več tako simpel. Se mi zdi, da smo v unmu zagonu, vse se zdi, da to kle se da super še zaslužiti, ampak kaj pa veš, ne par stvari se malo napačno obrne, pa bo volatilnost prišla, pa ne uči več tako jasno. Ne. Tako da bomo videli. No. Naslednjih 10 let. Kako pa zdaj vidi ta razvoj kriptopodjetništva, sploh v luči dogajanja okrog Metaverse, tukaj tudi NFT je dobil velik zagon, DeFi projekti so tudi v poletu dobesedno. A lahko v bistvu vse te projekti, ki zdaj nekako živijo v tem kripto okolju, nekako zaživijo v tem nekem novem virtualnem okolju, ki ga gradijo zdaj? Ja, to je v bistvu zdaj najprej prvo vprašanje treba rešiti, ali bo sploh to novo virtualno okolje nek hit, ali bo to pač neka stvar, ki mogoče ne bo zaživela. Jaz mislim, da nekoč bo, ampak ne pa še v tako bližnji prihodnosti, kot si mogoče kdo predstavlja, ali pa zdaj kar naenkrat se samo o tem govori. Recimo, če prižgem kakšne poslovne kanale, je ogromno govora o teh zadevah. Ampak jaz mislim, da tehnologija, predvsem nek virtual reality, še ni na tem nivoju, da bi bilo to res toliko. Jaz mislim, da bi virtual reality najprej, ta tehnologija mora priti do tega nivoja, da bo res realna, da se boš ti, ne vem, pač dal na glavo očala ali pa se dejansko lahko svoje misli nekam vklopil in takrat bi bilo potem to res hit zadeva, ker bi dejansko skoraj zabrisal mejo med realnim in nekim virtualnim svetom. Dokler je pa to tako na nivoju nekih računalniških igric, bo pa po mojem doseg precej omejen. Zanimivo. A kaj pa ti misliš, Andraž? Ja, to se prezentira kot neka naslednja planota ali nek next level, nek stage razvoja interneta, kjer ne bi se zlivale vse žive tehnologije, ki danes obstajajo, ampak tukaj je cel kup omejitev, po moje, tako kot je Damjan rekel, tako kar se tiče kapacitet na hardwareu, na sami tehnologiji, tudi energija ni nek faktor, ki jo bi lahko zanemarili, ker če bomo mi ta metaverse poganjali tako ali pa drugače, mislim, to mi zdaj še en svet ustvarjamo, že za ta svet imamo težave z energijo, pa še le komu enega usporednega naredili. Pa ne vem, kva bomo not počela, zdaj ne vem, koliko energije bo rabila. Tako da, malo se mi zdi, da človeštvo se obnaša v zadnjih x let, da ni benih omejitev teh klasičnih na resursu in ne vem, ker se mi zdi, da nas bo kaj na žival to malo ta zver urat ugriznila. No? Tak občutek imamo. Ne? Pa tudi zeleni prihod v bistvu se obeta, tako da bi še imeli zeleno energijo, tako da ne vem, pač ideja, absolutno gre denar tja noter, to se bo razvijal, jaz to vidim kot nek del prihodne tehnologije, če imaš te megascalerje, ki hočejo to delati in vse tehnološke gigante, seveda, če Facebook da ven video, kaj bi on delal, to pomeni, da je tako v zadju že x let vlaganja v njihov Oculus pa vse žive stvari in pač mogoče misli, da v 3 letih nekam prišel, da bo to zdaj počas, mogoče še boljš, da bolj smotan video naredijo, da v pol tista realnost boljša, se malo pohecamo, ker če bi bila ful dobra, pol se previsok benchmark zastavijo, ampak tukaj noter bojo, tukaj okrog tega bo hype, zdaj pa ne vem, če bo trg tako močen, ker zdaj bo vse, kar bo vam prišlo na temo Metaverse, gre lahko gor in zdaj imamo ta trade lahko in zdaj ga bomo lovili, a bomo šli potem valu gor, a bo pol nekaj čist tretjega prišlo, ko pa pol cel trg pokorigiral. To pa vidimo zdaj, čeprav se ne vidi toliko na glavnih indeksih, ampak ne vem, sem jaz malo svoj watchlist zadnji teden pogledal, je veliko teh tech firm bilo double digit dnevni v bistvu upadi tečajev. Tako kar hiter se lahko ene stvari začnejo lomiti v zadju, pa tako generalen mainstream novice niti tega sploh ne poročajo, ampak ne vem, Zoom je bil včeraj dol, pa sploh niso toliko falili, pa je bil 18%, se vam zdi, taki odzivi so. Mislim, z nič volatilnosti pa rasti v enem dnevu, za nek schizofren odziv, to je pa zdaj čist drugačne. Tako da to mi je zanimivo, v bistvu, mogoče je to malo za spremljati. Tako da, če nekaj tako aktivnega delaš, moraš to poznati, se mi zdi, moraš si eno predstavo
narediti. Je pa težko, ker moraš 5-10 let naprej razmišljati, kot je Damjan rekel, zdaj koš pa Ja. to zadevo. Ja, če lahko sam dodam. Mogoče glede na to, da je Facebook res že kar nekaj let zelo aktiven, prevzemali so podjetja, ki razvijajo v bistvu te virtual reality in razne očala in te zadeve. Verjetno imajo nek plan, da se bo to mogoče v naslednjih 5 letih razvilo do te mere, da je že zdaj smiselno začeti graditi na tej celotni zgodbi, ker bo potem mogoče stvar dovolj tehnično dovršena, da bo smiselna in da bo mogoče potem postala popularna. Tako da, tako kot sem rekel, verjetno nekih 5 let ali pa nekaj 10 let v prihodnosti bo mogoče to nek hit, ampak tako, v naslednjem letu pa se ne bo zgodilo nič pretresljivega. Mogoče samo ena misel, ne zelo mišljena skozi glavo. Ker si recimo, če gledamo danes, kje smo, pa kaj se je vse razvilo v cloudu noter, pa kakšne aplikacije so. Zdaj seveda, če si gledal Teslo takrat, ki je bilo konc bear marketa, ne vem, 10, 11, 12, če gledaš zdaj, kakšen je bil potencial za to, kar se je dalo razviti, pa valuacije, s katerih si štartal, dejstvo je, da danes vsako izhodišče, ki ga imaš, so valuacije že zdaj naštelane ful na prihodnost, če pa zdaj še metaverse, da zgor moš pa še na to prihodnost Še češnjo dodati. Ko bi rekel, ujet, ki bo noter, ja, ki bo med 5 zmagovalci. Tako da je kar so ogromne cifre denarja v zadju. Vse je kakšni tamali, pa še mogoče kaj namajnov, kakšno super delnico, ki v neki glih imela delček, ki ga jo rabili, pa v kakšen prevzem, ampak je izhodišče imel bolj balancing act. Mogoče je danes, ko živimo v tem enemu balonu vsega, kriptodelnice, vse nepremičnine, mogoče je ta svet, ta realen svet postal že preveč dolgočasen za vse. Vsem se zdi, da je preveč lahko zaslužiti, preveč lahko je tako zaživeti, treba narediti enega usporednega, ker si bomo zadali večje izzive. Ampak ne vem, mogoče če se obrne situacija, mislim, ne če se, ko se obrne situacija, mogoče izgubimo interes za razne mete in podobno. Bo treba spet preživeti. Gremo v teorijo zarote. Za preživetje. Trenutno ni treba. Trenutno to zdaj razmišljam. Če Amerike, če si Američan in greš v McDonald's. Hočeš reči, če bo realen svet tako slab, rato je pol moramo v 5 letih metaverse nahekati, da samo lahko potopimo in pozabili na realne probleme. Čeprav zdaj tudi razmišljajo, zelo intenzivno tudi delajo na tem, da bi odleteli malo na Luno pa na Mars, tako da imamo še druge planete, ne samo ta virtualni. Mogoče tja serverje lahko postavimo, da bomo nasnaževali Zemlje. Wow. V bistvu Bezos pa Musk hočeta sam pobegati Zemlje, ker samo vsi stepali. To je pa to. Pa malo zdaj, to so testni, prototipni poleti zdaj. Ne bo to ušla, drugim pa metaverse. Porino za pa vi plačujte. Ampak gremo zdaj pogledati, sem še panogi prihodnosti. Damjan, ti investiraš, iščeš investicije v različna podjetja, si že nekaj, kar investiral nekaj denarja. Katere panoge ti vidiš kot potencialno zanimive, poleg pač metaversa čez 10 ali pa 15 let? Trenutno zelena energija je sigurno zanimiva. Veliko se dela na tem in ogromno se vlaga. Tako da tudi sam sem precej zainvestiran v to skozi Engen in to mi je v bistvu nekako zelo velik del mojega portfelja, če bi gledal kot celoto. Zdaj ostalo. Trenutno je zelo napihnjeno, tako kot sem pred kratkim zdaj rekel, balon vsega, jaz ne vem, če gledam te valuacije. Dolgočasna podjetja imajo PE 30 kazalnike, mislim taka, ki ne ustvarjajo nobene konkretne rasti, ki samo delajo nek tradicionalen posel. In ne vem, zelo težko je karkoli sploh iskati. Jaz v bistvu bolj kratkoročno trgujem trenutno in še to zelo previdno. Nekako tudi probam čim zmanjševati te svoje pozicije, ki imam, tako da ne vem, res imam nek tak občutek, da slejko prej se bo nekaj zlomili in bo nekaj počelo. Ampak ne vem, mogoče pa ne bo, ampak jaz imam nekako tak občutek. Se pravi, zdaj trenutno si bolj previden? Mislim, ja, ker jaz zelo zanimivo bo videti, ali bo inflacija dejansko temporary, ali bomo tukaj aprila sedeli, pa bo še vedno 6%, pa bomo avgusta, pa bo še vedno 6%. Mislim, da bo to bo v bistvu po mojem tista glavna stvar, ki lahko konča vso žurko. Samo meni se zdi, da zdaj, kakorkoli opozarjamo,
Mi v skoraj vsaki epizodi Manihava opozarjamo na potencial, pač da se lahko sesuje borza vsak čas, da pač je toliko časa raste, ampak enostavno ljudje tega ne slišijo ali pa nočejo slišati ali pa nekako verjamejo, pač bikos, ko so razpoloženi, verjamejo, da bo ta pravljica se še nadaljevala. Tudi ko bereš razne napovedi raznih analitikov, so zelo optimistični, pravijo sicer, da so zmerni optimisti, ampak še zmer so optimisti, a ne? Ja, se tako je vedno na vrhu. Se ti drugače in potem na dnu pa nihče ne upa kupiti. Na dnu so pa vsi poklepani, zakaj nismo poslušali tiste, ki so opozarjali. Ja, pa... Na dnu imaš zmer ekstreme. Mogoče en moj spomin, ki se ga spomnim na dnu, ki je bil, ne, in v bistvu pač normalno, sentiment je bil totalno depresiven, vsi so govorili, to še naprej pada, konc sveta bo, ne vem kaj že točen, v tem smislu. In potem so se v tem okolju našli še tisti, ki so rekli, ja seveda v konc sveta, ampak jaz hočem tudi od tega še zaslužiti. In takrat so glih prihajali ven double, triple, short ETF-i in vem, da je bil takrat to ta največ šport. Mislim, se nihče ni vedel, da je bil dno. Pač bil en obdobje, ki je šlo dol 60% in vsi so mislili, da bo stvar sam še slabša in da nam je mogel backstopati bank. In če je to, gremo triple short ETF-e ali pa na bančen sektor triple short in na te verjel znajdli so se triple short ETF-i tudi v portfelju vzajemnih skladov. In par kreativcev je najdel način, kako to noter spraviti, ne? Ker je klasičen long product, ampak očitno je skozi compliance en spravil, da je to ETF in drug ni pogledal, da je 3-krat na short, ne, recimo, ne, konkretno. Ne. Tako da v bistvu to je un eksces in jaz mislim, da pri vrhu moraš biti pozoren na te ekscese, težava je pa, da nikoli ne veš, koliko časa to lahko traja, ker tudi bull market lahko traja, ne vem, še 2 let pa v ta norija, pa bo vse bolelo, zakaj niso noter ostali in ravno ta bolečina jih ohranja, da hočejo biti long in ne un idiot, ki je 3 leta bil prav, ampak je tudi zamudil vse donose. Ne. Sposodil sem pa en rek od enega gospoda Henryja Blodgetta, pa boš mogoče bolj v epizodi v podnapisih podpisala, kdo to je, ne? Bil je analitik od, mislim, da Mary Lyncha v 2000 za IT delnice in je rekel, pač vsi smo vedeli, da je balon, ampak nismo vedeli, kdaj bo vrh. Ne? In tudi, ko je bil vrh, ko je šel mim, nismo vedeli, da je bil vrh, pa da je šlo že mim, ne? Ker uno poletje smo vsi bili tam pač na dopustih z bonusi, sicer tečaji so šli malo dol, pa so šli skoraj gor do vrha nazaj, ampak nišče ni nič prodal, ne? Pa je šlo pa sam še dol, je rekel, naslednjih x let, ne, 3 leta ali koliko do 2-3, ko je bilo prvo dno. Je rekel, da tudi pametni ljudje v teoriji, ki so vedeli, da je balon racionalen balon, niso vedeli, da je bil vrh že dosežen in da so že mim in so pol prepozno odreagirali in so začeli prodajati, ki je bilo že minus 30, 40, 50. Ne, zdaj pa bod pameten, boš ti na vrhu prodal ali pa se zahedžal ali pa nekaj takega. Ne. Tako da bolj ta dolgoročna logika vseeno moš imeti, tudi če ti vrčuješ za neko pokojnino, se moš vseeno malo vprašati, koliko sem izpostavljen, ne, koliko sem agresiven. Bod agresiven z onim koncem, ki je nek racionalen še agresija, da jim tako reči, da tkaj ustane, če se vse polomi. Prej si omenjal neke ekscese. Damir, ko smo se midva nazadnje pogovarjala, ne vem točno, kdaj je bilo to, 1,5 leta, mogoče celo kaj več, si omenjal ekscese, ki se dogajajo v Dubaju, da tvoj prijatelj šel v salon kupiti 2 Lamborghinija, da si pogledal na tečajnico, je bil Bitcoin malce 40, 45, danes imeli smo 67, še nedavno, ne. Toda, ekscesi se dogajajo, kako pa zdaj, kaj se pa dogaja v Dubaju s tvojimi kolegi? Ja, zdaj sam še slabše, v bistvu. In to je točno to, kar je Andraž rekel. V bistvu vsi vemo, da je balon, vsi vemo, da je vse napihnjeno, ampak mogoče traja še 3 leta, jaz ne vem. Zato jaz previdno trgujem, res z malimi koraki, kratkoročnimi tradi, ki v bistvu, če jutri balon poči, bom pač naredil nekaj procentov minusa, ampak to je to. Ampak ja, jaz sem bil recimo zdaj hujši primer kot tista 2 avtomobila. Jaz pač občasno grem malo do teh developerjev, ki v bistvu delajo kakšne nove stavbe, gradijo in potem jih vnaprej prodajajo. In jaz pač delam za interesiranega kupca, da malo potipam trg, da vidim, kaj se dogaja in grem tja, malo me pogostijo, da kaj za piti, pojesti. In nazadnje sem šel, tukaj načrtujejo na Palmi neko novo luksuzno stavbo, kjer bodo v bistvu samo penthousi, samo eno stanovanje na nadstropju bo. In potem oni meni to prezentirajo z
pač na projektorju in vse. In jaz na koncu rečem, in cene so tako, okrog 60 milijonov dirhamov, kar pride, ne vem, slabih 20 milijonov dolarjev, se mi zdi, če preračunamo za te stanovanja. In potem na koncu jaz rečem, ok, pa lahko jaz dobim kakšen prospekt za domov, pa ne vem, te plane, se pravi načrte, kako razporeditev prostorov in payment plan, recimo, ker ti začneš plačevati naprej in plačuješ mesečno oziroma letno in 4 leta pred gradnjo začneš plačevati in potem plačuješ še kasneje. In potem oni rečejo meni, ne, to je skrivnost. Jaz kako? Ja ne, vi se morate zdaj odločiti, plačate 100,000 evrov, da stanovanje rezervirate in to je to, mi ne moramo nobenih dokumentov dati za domov. Ampak oni so že 30% stanovanj prodali na tak način. In če to ni norost, jaz ne vem, niti načrtov ti ne dajo za domov. Tam jih vidiš, oni ti tam prezentirajo, ampak domov ne moreš odnesti nič, da bi razmislil, da bi si pogledal, da bi prespal. Ja. V Ljubljani saj načrte dobiš, čeprav zakupiš. Ne vem, kaj je naslednja stopnja, ne vem, ker ta norost se samo stopnjuje, samo huje. Ja, res je. No, se bomo nepremičnin še dotaknili, ampak preden gremo na nepremičnine, brala sem, da načrtujete IPO z Engenom. Ali to drži in kje bo ta IPO se zgodil? Ne, načrtujemo ga ne, je pa to neka ideja, neka želja v glavi, no, da bi v bistvu šli v to smer. Je pa vprašanje, zdaj pravi čas ali ne pravi čas. Trenutno bi bil pravi čas, zato ker so valuacije visoke in bi bila tudi cena delnica visoka, zdaj pa če se trg obrne, bo pa mogoče treba malo počakati. Ampak taka stvar se ne da narediti na hitro in če začneš danes, bo to čez pol leta, 1 leto in takrat bo lahko situacija že bistveno drugačna. Je pa zdaj, mislim, podjetje res dobro posluje, nekako se razvija in imamo tudi opcije za zelo dobro rast, za še dodatne hranilnike tudi v tujini in nekako jaz osebno sem nekako zadovoljen s tem, da obdržim ta svoj delež še za nekaj časa čisto privatni lasti in tudi ni želje, da bi v bistvu nekako se dezinvestirali na borzi, no, pri trenutnih potencialih in nekako načrtih za prihodnost. Mogoče še malo prezgodaj. Kako aktivno pa sodeluješ pri, ne vem, samem poslovanju tega podjetja? Kako si involviran v... Popolnoma enako kot pri vseh mojih v bistvu naložbah v privat zadeve. In to je, da je tam direktor in jaz komuniciram z direktorjem in mi dva se pogovarjamo o stvarih, mi nekako poroča, me obvešča, kaj se dogaja, v kakšnih stvarih se pogovoriva, ampak direktnega vpliva, to se pa jaz ne vtikam, niti se ne vtikam v hotele, niti v Engen. Vsak direktor ima nalogo, da vsako od teh podjetij pelje po svojih najboljših močeh in s čim boljšimi rezultati. Tako da jaz tudi nimam vpliva na to, kakšne plače ima nekdo, recimo. V neki branži, kot je Engen, so plače zagotovo boljše kot v branži, kot je recimo hotelirstvo. Tako da ne fair bi bilo, no, če bi se jaz vtikal v posel nekega direktorja in bi mu tam govoril, daj ti mu več plače, daj nekomu manj plače, zakaj je to predrago, zakaj je to prepoceni. In pač na tak način nekdo ne more uspešno voditi podjetja. Ja, zelo lepo si to povedal. Mogoče bi te mogel kakšen politik poslušati, ki se tudi vmešavajo v poslovanje določenih podjetij. No, zdaj, ko omenjaš hotele, gremo zdaj se še malo dotakniti teh poslov oziroma nepremičnin. Trenutne cene v Ljubljani so res na rekordih. Rabljena stanovanja se prodajajo po 3300 evrov na kvadratni meter. Cene bodo še rasle, nekateri napovedujejo. Preverila sem tudi, koliko imamo milijonarjev, katerih vrednost nepremičnin znaša 1 milijon evrov. 1000 je takih, skoraj 1000 Slovencev, katerih vrednost nepremičnin je 1 milijon evrov. Kako vidva gledata na tovrstne naložbe, nepremičnine? Dober, Damjan, ti imaš hotele. Ja. Mislim, jaz nisem pristaš, jaz vedno povem, da nisem pristaš naložb v nepremičnine kot čisto striktno finančno naložbo. Zdaj, če ima nekdo stanovanje za to, da bo živel v njem, če ima še take stvari zraven, je to druga zgodba, ker to daje neko drugo vrednost temu stanovanju. Ampak cene recimo v Sloveniji, recimo 3,5, jaz sem slišal bistveno više cene, to so verjetno povprečne, ampak za kakšne lepe stvari, za mogoče malo nadstandardne stvari so cene še bistveno više. In
Jaz recimo lahko povem, da tukaj v Dubaju, ker imam spremljen trg, je recimo cena 4-5 tisoč evrov kvadrat za dobro lokacijo. Ja, to so rabljena stanovanja v Ljubljani, novogradnje so bistveno dražje, 5, 6, 7, 8 tisoč evrov. Smo v bistvu na višjih cenah kot tukaj v Dubaju, zdaj pa ne vem. Čas, da gremo vsi v Dubaj. Bomo sosedje. Prodajte Ljubljano, kupite Dubaj. Jaz bi se bolj vprašal v tej smeri, če jaz kupim stanovanje v Sloveniji po, ne vem, 5, 6, 7 tisoč evrov za kvadrat, recimo, če plačam toliko, realno jaz pričakujem, da bo to stanovanje čez 10 let vredno kaj? 10, 15 tisoč, ali mislim, kdo bo lahko plačal 10, 15 tisoč evrov na kvadrat, ker če ne bo, potem jaz nimam donosa na tem stanovanju. Stanovanja so v bistvu pridobila 60% na vrednosti v 5 letih. Ja. Tako da to je kar taka lepa rast. Zdaj se treba vprašati, če pridobijo še 60, so na 10 tisoč evrov kvadrat. Ja. Ker tudi obstaja neka meja, recimo ljudje v Sloveniji vzamejo sploh kredita do konca svojega življenja, da plačajo te kvadrate. Ker več kot je življenje dolgo, pa banka ne more dati kredita in sploh ne more več kupiti pri takih cenah. Se zapufavajo cele družine, mame, očetje, strici, tete. Da več ljudi dati skupaj kredite, svoje življenje združijo in kupijo eno stanovanje. Crowd investing se temu reče, mogoče rabimo platformo. Jaz imam poslovno idejo, ker družina nima dost, greš na crowd platformo, pa še kdo drug da zraven, veš, ne? Pa mu daš en delež te rasti, ne? Kot neko razliko v ceni, CFD, ne? Pogodba na razliko v ceni stanovanja. Pri nepremičninah je v bistvu še zanimivo to, da v Sloveniji nimamo več ljudi, v Sloveniji je približno enako ljudi ves čas. Sej, jaz ne vem, odkje prihaja vsa to dodatna potreba po vseh dodatnih nepremičninah, ker s tem nepremičnine se načeloma reciklirajo, nekateri ljudje umirajo, nekateri se rojevajo in ne vem. Ne poznam tega trga, ampak zanimivo mi je, odkje je 60% rast pa samo v zadnjih letih. Kaj, če pogledamo zadnjih 20 let, nas je že 20 let 2 milijona. Za več generacij so gradili naši starši in zdaj očitno otroci ne želijo več doma živeti, ne? In iščejo stanovanje. No, sej to je prav, sej to je itak neumnost, to, da se po raznih podstrehah naseljujejo ljudje in podobno. To itak ni zdravo, da ljudje živijo s svojimi starši skupaj pod isto streho. Da gremo se dotakniti poslovnih nepremičnin, tukaj pa vse neki višji donosa lahko pričakujemo, kot pa pri stanovanjskih nepremičninah. Kakšen je pa tle vaš pogled, vajen pogled? Pisarne, skladišča. Ne vem, brez veze. V bistvu, mogoče mogoče kle nimam izga pogleda čisto Damjana, ne? V bistvu, mogoče generalno, kako jaz vidim nepremičnine v nekem institucionalnem okviru tudi vlaganja, ne? Če gremo zdaj onkraj tega, da sem tam za šankom kupil nek stanovanje po X, pa v neko najemnino, ki mi boje, da pokriva kredit, pustimo bo jutr, ampak to je drug dan, drug šank. Ampak, ko gledam čist naše stranke in recimo mi smo sodelovali pri vzpostavitvi enega izmed alternativnih nepremičninskih skladov in smo pomagali izvesti za približno 60 milijonov evrov investicij v poslovne nepremičnine in v bistvu tukaj še 2-3 leta nazaj se je dalo nekaj stavb kupiti v Ljubljani, kjer je bil sam donos, ker tukaj je pomembno pri poslovnih nepremičninah je denarni tok. Tukaj se naslanjaš na denarni tok. Recimo pri stanovanjih ljudi gledajo, koliko so zrasle cene, sej tam je neka najemnina, ampak tiste tako malo drugotnega pomena. Mene zanima, da v stanovanje, ne vem, šel krat 2 v 10 letih, ker če bi bil flat zaradi unih 2%, pa cele zgage z najemniki, nihče tega ne počel. Klepar komercialnih je pa denarni tok v zadju in pisarne, ali pa konkretno nakup je bil tudi v nek, temu se reče retail park, torej neko trgovsko to središče modernejšega formata, ali pa hoteli, je dejstvo, da moraš zelo dobro razumeti denarni tok. Zdaj, ta denarni tok, če imaš dobre najemnike ali pa so dobro razpršeni, te lahko tudi čez krizo ponese čist v redu. Sam moraš poskrbeti, da niso v nekem mestu, kjer je
1000 razvijalcev, ki bojo preplavili trg z novimi nepremičninami in seveda bo pol toliko praznih pisarn, da tudi teh najemnikov ne bo več imel. To je edina sreča v Ljubljani, da teh razvijalcev praktično ni in jih ni bilo v zadnjih letih. Tako da v bistvu določene stavbe imajo konstantno najemnike, tudi niso predrage, recimo najemnine v tem smislu, da jo ful padle, če v kriza. In to je lahko, če ta prav trenutek vstopiš na trg, ok. Težava je samo to, da teh nekih kvalitetnih stvari ali pa takih možnosti enostavno ni veliko in se ne pojavljajo na trgu. Torej, en pride, snapne v njih par hiš in pol so tam. In zdaj to funkcionira mogoče v Sloveniji danes bolj za neke institucionalne investitore tipa zavarovalnica, pokojninska družba, kar bo itak držal v prihodnosti, po mojem, kar držali 10-20 let ali več te stavbe in bojo prek denarnega toka in ta donos je, lahko tudi razkrijem, pri teh nakupih, ki smo jih mi delali, je bil okrog 10% na leto pred kakršnim koli krediti pa obrestmi in to je dovolj. Zdaj pa, ste pa lahko tudi nor na komercialnih nepremičninah, ker če boste pa kupil komercialno nepremičnino ali pa kdorkoli bo to naredil, ki bo zaslužil 3% na let in seveda je kredit je pa 2, bo zgubil najemnike ali pa v en novo logistično nek koncept čez 5 let dal na trg z roboti in z ne vem čem in tist, kar imate vi, čist bo šlo v kanto, po domač povedan, na nek način ne bo atraktivno ali pa jo ful niže, imate pa problem. Pri komercialnih morate zelo dobro poznati, kdo je najemnik, kako ga uporablja, ker najemnina je redko 20 let, ker ga nihče noče več napisati zaradi novih računovodskih standardov. Tako da zmer vrtite to najemnino in se morate s tem ukvarjati. Tako da je aktivna naložba, ampak če je bil relativno dobra lokacija, dober nakup, razpršeni in so najemniki zadovoljni, je lahko čisto v redu naložba. Ne boste tukaj šlo tako kot delnice gor, je pa res, da se lahko dvomestne donose na dolgi rok dela in mogoče na moja izkušnja skozi finančno krizo je bila, ki je udaril in so razne delnice, ki niso le tako močne podjetja na denarnem toku, se je mal premikal denar proti tem income producing assetom. To pomeni, ali so bile to pol kar naenkrat konzervativna podjetja, ki so dividende vam pluvale, ali so bile to neke obveznice, tako v bistvu denar, ki se je selil nazaj najprej prek fixed incoma, pa teh nekih cash krav začel prihajati na trg, medtem ko vse te growth stocks ali pa firme, ki so bile, ne vem, sploh niso imele dobička, so nekaj razvijale, so ful dolg časa trpele. Tako da jaz mislim, da kle bo hit, ko bo prišla kriza, bojo šle te, ne vem, razni real estate investment trusti bojo šli dol, ampak bojo malo manj padli, sploh če imajo relativno dober profil, kar pomeni, da nimajo projektov, ki jih razvijajo not. Če pa so v razvoju, pa lahko obtičijo in Bog si ga vedi, kje bo. Tako da to je zelo specifična stvar. To bomo drugič obdelali malo bolj poglobljeno, zdaj moramo iti na krave, ki si jih omenil. Dajme, kaj se je že s tvojim kravam zgodil? Ne vem. To ni več moj problem. Ti si to že prodal, ne? Jaz sem to prodal, pred leti. In ne vem, tisto podjetje posluje naprej, se razvija, kolikor se le da. Zdaj, sem obveščen. Marsikater mlad človek bi se zdaj na tem mestu vprašal, zakaj pa si šel investirati v to zgodbo? Kje si videl tukaj? Sem bil nor. No, Damjan je imel 1000 glav govedi, ne? Ali koliko je bilo? 1000 jih je bilo, ne? 1000, mislim, da 1300. 1300 se pravi čujem, ali mi je 300 ušlo iz glave. Težko vse prešteti, verjetno jih je bilo v resnici manj. V bilanci jih je bilo 1300, tako bom rekel. Alternativna naložba. Nekdo je imel idejo, kaj bi s tem naredil, kako bi v bistvu to razvil v neko bolj moderno neko farmo, ampak so bili potem v bistvu tukaj v ozadju v bistvu bolj zli nameni, nekako se okoristiti in izčrpati podjetje, tako da smo potem tudi podali kazenske ovadbe, ampak se v bistvu nič ne zgodi v Sloveniji. Tako da večkrat mene pokličajo na kakšno zaslišanje kot ljudi, ki so mene v bistvu oropali. Ok, pač pride tudi take naložbe, da pač... Jaz mislim mogoče na moja, zaključek, tudi z mojih raznih naložb, ali pa smo jih imeli na skladih, ali pa kakorkoli. Zmer se to govori,
potem, ko si kupil paz na risk management, pa vse te stvari, mogoče skozi čas je fino, da malo intuicijo razvijaš in čim več teh rizikov naprej predelaš, pa se vprašaš, a jih sploh razumem, kaj vse se lahko zgodi. Sej, ko ta prvič stvari delaš, se zmerno sadiš na nož lastne, ko bi rekel neke ali volje, ali česarkoli pa že entuzijazma, ampak pol rataš malo cinik, se mi zdi skozi čas, meni se to dogaja, tako da zmer pol gledaš, ne vem, vse živo, pa se lahko zgodi. Predvsem v bistvu, kar jaz danes vem, pa mogoče takrat tega nisem, mogoče sem slišal, sej ti marsikdo svetuje, ampak dokler pač se ne naučiš iz lastnih izkušenj, določene stvari upoštevaš, določene ne, ampak najbolj pomembno pri vsaki investiciji je, ti v bistvu investiraš v ljudi. Sej to, kakšen posel se dela, je v bistvu tudi pomembno, ampak predvsem je pomembno, da imajo te ljudje dobre namene in da so sposobni stvari izpeljati. Sej to tudi vsak VC, v bistvu investment manager nekega funda, vsak pove, v bistvu investira se v ljudi. Sej, če nekdo, v katerega ti verjameš, da je sposoben, pa da je, ne vem, genialc, da v življenju pride do tebe, pa reče, jaz imam zdaj idejo narediti, ne vem, tako podjetje, ti bo VC dal denar, brez da ga ti ne vem kaj prepričuješ, ker on že avtomatsko predpostavlja, da če se boš ti lotil tega, bo verjetno nekaj bo. Oziroma je dobra šansa, da bo. Zdaj smo mi mali stočnico dal v prost, Marja, kad ti mu kradu minuto spet. V bistvu, kako pa si ti videl takrat, ker vi ste tudi takrat zunanjega investitorja Pantero v bistvu na nek način izbrali za naslednjo takrat stopno razvoja podjetja. A lahko malo razkriješ, kako se je to zgodilo, kako ste se našli, pa kako ti gledaš na to obdobje takrat, pa ta engagement mogoče? Oni so v bistvu so jih bilo več VC fundov, velikih VC fundov, tudi iz Silicon Valley, iz Amerike, je v bistvu do nas nekako pristopalo, ker takrat je bilo to zelo na začetku, BizTemp je bil v bistvu na nekem trenutku tudi največji na svetu in takrat smo bili v bistvu popularni in v bistvu so si vsi želeli investirati, vsi so želeli priti do tega deleža. In mi smo nekako smo se z Nejcem takrat odločili, po nekem občutku in tudi glede na to, kdo je dal največ za najmanj deleža. V bistvu. Predvsem pa mi nismo rabili takrat denarja. V bistvu ta investicija se je sprejemala predvsem izključno samo zaradi nekih vez. V bistvu dobimo neke velike igralce v lastniško strukturo, katerim bo potem tudi interes. Urejati bančne račune pa nam pomagati, ko nas v bistvu banke začnejo stiskati in nam ukinjati dostop do plačilnega prometa. Bolj strateško. Kad danes gledaš nazaj, a bi rekel, da takrat tvoja pričakovanja, kdo ta partner je, so bila pravilna, so bila kaj naivna, kako zdaj gledaš malo mogoče tako, kaj so v resnici pol prinesli? Mislim, da so rešili v nekem trenutku, ker mi smo zgubili bančni račun. In obdržali smo ga samo zaradi njih, ker so oni posredovali prek nekih velikih Wall Street firm in so v bistvu te velike Wall Street firme dosegle to, da je Unicredit matični v bistvu se odločil, da nam za ne vem, pol leta ali koliko je bilo še podaljša račun. Zanimivo. Drugač bi BizTemp postal brez računa in sploh ne bi mogli transferjev procesirati. Koliko so bili pa oni, če sebe primerjaš zdaj, ko si investitor, bolj ali manj aktivni? Niti ne, oni sploh niso zahtevni, da bi rekel, da bi zelo pritiskali ali se zelo mešavali, niti ne. Mi smo imeli redne board meetinge in to je bil relativno skoraj edini kontakt, ki smo ga imeli recimo mesečno ali pa še celo manj. Pa bi rekel, da si bolj hands-on. V tem smislu, da razumeš, da te zanima, kaj se s podjetjem dogaja. Jaz lahko razmišljam o vsaki od njih, pa zdaj, če ima nek fund 100 različnih deležev v 100 različnih zgodbah, ampak ok, imajo oni tudi zaposlene, ki se s tem ukvarjajo, tako da jaz, če bi primerjal, jaz se več ukvarjam s svojimi podjetji, kot so oni recimo z BizTempom. Pa so bili v bistvu idealni partner, ne? Če tako pogledam z vidika. Težko, ker ne vem, kako bi bilo z drugimi. Če se ti umešava vse, pol zna biti kar problem. Ne, to ni v redu, ampak okay. Če na neki točki investitor dobi občutek, da se ne dela dobro, da je recimo, ne vem, da se spi ali pa da se ne dosega nekih rezultatov ali pa da se ne gre v pravo smer, potem vsak začne v bistvu biti po domače rečeno siten, pa začne težiti. Itak.
poskuša v bistvu spraviti stvar na prava pota. Jaz bom tudi zdaj malo sitna in bom poskušala spraviti stvar na prava pota. Kako postanemo milijonarji? Ja, zdaj smo pri borznih milijonarjih. Malo sem prečakirala, kakšna je situacija pri nas v Sloveniji in v bistvu ful težko najdeš milijonarja, ki bi postal milijonar s sistematičnim in rednim investiranjem. Nekaj jih je, z nekaterimi smo se tudi že pogovarjali, recimo Matej Tomažin nam je recimo razlagal, kako je že v gimnaziji kupoval delnice oddajo in naročila preko telefona, se pravi, bil je v šoli, potem je šel iz šole do telefonske govorilnice, ki je oddal naročila. Ampak vseeno, na danes pa v bistvu je ta postopek investiranja zelo enostaven, kupujemo lahko frakcije delnice, niti ne rabimo imeti toliko veliko denarja, ampak vseeno, kako priti do milijona na borzi? Na kaj v bistvu vse moraš staviti? Je tako, da začneš z 2. Najlažje. Ja, težko. Tukaj je spet vprašanje, kakšni so vložki, kakšne ima nekdo lahko mesečne vložke ali pa s kakšnim zneskom začne. Če nekdo začne z 10.000 evri, verjetno ne bo prišel do milijona. Brez dodatnih vložkov rednih ali ne vem. Razen če zadane v bistvu loto, v smislu neke delnice Amazona ali Bitcoina ali neke take zadeve. Drugač pa realno je treba vzeti neke procente, 10% letno in si preračunati, kaj to pomeni v 10 letih, 20. Vse te kalkulatorji, tega je zelo veliko na netu, tako da lahko v bistvu čisto vsak zračuna s parimi 100 evri, lahko v 40 letih prideš v bistvu do tega milijona, če upoštevamo inflacijo. Tako da No, mogoče jaz sem kle vmes neki tip, kot prej sem rekla, kaj tako gledam, pa kaj sem tako zamišljen, pa sem se mečkan igral recimo zadnjih 10 let sem vzel, kdo pa v 20 let čakal, zdaj izključim ven vse kriptonaložbe, ker tam se to itak zgodi v enem letu, tako da to že vsi vemo, ko milijon tam narediš. To mi kar preskočil, ker brez veze, da debatiramo. Je dosti spletnih strani, ki ti to pove. Ampak recimo, da danes je postal relativno enostaven nek povprečen donos v bistvu dosež na trgu. Pač imamo ETF-e in se odločaš, a boš S&P, če boš malo bolj agresiven, lahko mogoče greš na Nasdaq 100, na tehnološka podjetja, najboljša na svetu, dajmo reči, da smo še zmeraj v dobi tehnologije, malo več tvegamo in pojmo seveda za nazaj pogledati. In naprimer 10 let nazaj bi za nekim denarnimi naložbami, ki izgledajo tako, če sem začel 10 let nazaj za 50.000 evri, in sem po 1100 evrov vsak mesec dajal noter, pridem glih na milijon z ETF-om na Nasdaq 100. Evo, primer sem dal. Zdaj za enega bo 50.000 evrov ful velik, ne bo mogel 1000 dati noter vsak mesec, ampak sej te številke lahko tudi eno nulo stran vzamete, pa pač na do milijona prišli, boste prišli do 100.000 evrov, pa morate pa naslednjih 10 let ponoviti vajo, pa boste na milijon prišli, da se bolj pohecam. Tako nekako izgledajo te številke. Vzel sem Nasdaq 100, pa pač vložke sem dal v sivo zalogo, kupoval sem delnice vsak mesec in pač seveda, bilo je super obdobje, pač tehnološke delnice so bile bolj donosne od povprečja trga, torej donos je bil višji kot 10%, ampak dejansko si lahko z nekim zelo poceni inštrumentom, ki sledi enemu sektorju, ker moramo vedeti, da danes je ta glavnih 5 delnic v S&P-ju praktično so tudi v Nasdaqu največje. Tako da v bistvu to je en način, recimo, kako da se je to dalo v tem bikovskem obdobju dosežiti tudi na ne tako vrtolomen način, kot tradati neki s kriptotom in imeti mogoče srečo, pa verjetno, kakorkoli jaz ne bi zdaj klesodil, kaj je bil zdaj razlog, da si nekaj bolj tveganga pa hitrega naredil. Tudi mogoče podjetja ni bilo treba zgraditi, je pa res, da smo mogli imeti dobre dohodke, da pa neko izhodišče, da si to lahko dosegel. Tako da brez nič ni nič pravijo, tako da nekako je treba to osnovo vsem dobiti. No, super, da bomo vsi milijonari čez 10 let. Skratka, prej si Damjan omenjal tudi loterijo, seveda sem tudi preverila, koliko imamo loto milijonarjev. 65 evrov loto milijonarjev imamo, vsako leto jih dobimo v povprečju 3 loto milijonarje, pa do zdaj smo imeli tudi 2 euro jackpot milijonarja, ki sta pa ustvarila oziroma dobila 21 oziroma 28 milijonov evrov. A vidva sta že kdaj oziroma sta igrala loterijo in upala na zadetek? Jaz to sploh ne znam.
Ne dvakrat v življenju v srednji šoli, ko so bili ko so padali rekordi, takrat smo šli, pa so drugi, pa sem jaz drugim rekel, kako se spomne, ker niti sam ne vem, pa neke številke, pa niti ne vem, koliko jih obkrožiti. Jaz lahko delim mojo traumatično izkušnjo z izpolnjevanjem loto listkov. Ker sem bil pač otrok, me je fotor poslal po te loto listke, ki je pač nekaj izpolnjeval in se šel malo loto. In seveda nikoli ni mu domišljije, kje številke bi on obkrožil, in potem je mene in sestro skozi gnavo, da mu številke govoriva, ker sam ni mu več domišljije. Tako da jaz sem bil dobesedno posiljen z loto listke. Ampak najboljše obkrožiti številke, ki jih ljudje ponovadi ne obkrožijo, recimo nič in take zadeve, to nihče ne obkroži, ker vsak reče, pa kdaj bo nič, ne bo nič, a sploh je nič, ali pa ena, ne vem. Ampak logika je v tem, da če zadaneš, imaš najmanj šanse, da si boš dobitek delil z drugimi, ker obkrožiš take številke, ki jih drugi najmanjkrat obkrožijo. To je res. Ja, tudi moj fotor je v bistvu kar precej igral loto, ampak on je pa skozi na eno in isto kombinacijo stavil. Dejansko je tudi zadev je. Zdaj se ne spomnim, ampak so bile kar velike cifre, ampak to je bilo še v Jugoslaviji, no? Tako da je nekaj zadevno, ampak lej. Tudi z lotom lahko postanemo očitno milijonarji. A je še kakšen drug način, a smo vse načine obdelali? Dobar, zdaj, če si katere pa so? Saj nismo še nobenega. Ja, imamo nepremičninske borzne, imamo s podjetništvom, imamo loterijo, mogoče bi lahko še športne, se imamo tudi kar nekaj športnikov, ki so milijonarji, ne sam tle treba pa že zelo zgodaj začeti delati na tem, ne? Pa malo talenta moraš imeti, pa verjetno tudi mogoče malo sreče, ne? Ja, saj tako povsod. Vse to rabiš. Je točno to. Mogoče ideja, samo toliko, recimo z dnevne prakse, ko se mi s podjetniki soočamo. Recimo, dejstvo je, da za vse tiste, ki razmišljajo, da bi se šli podjetništvo ali pa kakšno zagonska podjetje, danes bistveno več nekega kapitala, ki jim lahko služi, da probajo te njihove ideje. Jaz vem, 20 let nazaj, zdaj ne vem, bo še Damjan povedal, ko je takrat to zgledal, kaj je on začenjal, ampak danes je kar veliko teh inkubacijskih sredstev, pol kasneje pridejo razni angeli, pol če si takoj, ko si malo boljš, lahko si že kar na semenskem financiranju, ga tudi že dobiš in dejansko kle se ogromen denarja zliva, mogoče tudi zaradi tega, ker so te vrednote na borzah tako visoka, se v bistvu več vlaga kapitala, da se gradijo prihodna podjetja, ker je pač to večja motivacija, ko še enkrat mu, če ena enota prihodkov vredna, ne vem, 20-krat pri hitro rastočem podjetju, bo seveda bolj motiviran, da gradiš to podjetje, kot če bo 2-krat vredno čez 10 let. In tukaj vidim, da je za tiste ambiciozne mogoče tudi ena pot, je pa res, da to je seveda vse nek abstrakten denar, dokler se podjetje ne proda ali pa dokler ne izstopaš. Vidimo v zelo zgodnji fazi so včasih kakšna slovenska podjetja, se jim pripiše vrednosti hiter 2-3 milijone evrov v semenskem financiranju, pa v bistvu včasih še produkta niti nimajo. Tako da to je tudi en tak zanimiv način. Zdaj, če hočete na papirju postati milijonar, če imate kakor toliko sposobno ekipo v hiter firma vredna 2-3 milijone, zdaj pustimo te preživeli naslednjih 24 mesecev, ampak mogoče tudi, mislim, to je malo hec, ampak dejstvo je, da tisti, ki preživijo, se vrednost kar skozi štengice lahko hiter povečuje in tako da dobre ekipe dobijo denar. Tako da tudi mogoče dobra stvar, da drzne ideje danes v tem svetu se vsem lahko diferencirajo in da lahko dobiš tudi denar po višjih valuacijah. Mogoče to ni tako šloh, zdaj trgu pa šel, kamor bo šel, to pa noben ne ve v resnici, če si iskren. Ja, ne vem, zdaj, ko je Damjan pa Nejcka sta začenala z Bitstampom, ne vem, če sta ona dva se obračala na vse te inkubatorje in podobno. Takrat je bil inkubator fotor, se mi zdi, ne? Od Nejca, da je dal 1000 evrov, tako da... Ja, ne vem, 1000 evrov, dobro, to je malo zgodba, zdaj ne vem, če je bilo prav 1000 evrov, ali je bilo 900, ali je bilo 2000, kakorkoli. Ampak to je pač neka številka, ki se jo pač na podlagi, kjer se neka zgodba naredi. Ampak ja, danes je v bistvu poplava tega denarja res vidna tudi na tem nivoju nekih VC investicij in ne vem, ko smo mi dobili investicijo 10 milijonov na valuaciji 30 milijonov, je bil biti s tem že konkretna firma, da smo imeli veliko stranke in vse
danes v bistvu to bi se marsikdo smajal, če bi delal pri taki evaluaciji, pa za 10 milijonov. Ne. Verjetno bi se pogovarjali kar o 100 že takoj. Ja. Tako da ne vem, težko reči, kam bo vse to pripeljalo, ali bo to šlo v neskončnost, ali bo trajalo ali se bo nekaj zlomil, pa bomo prišli nazaj v neko realnost, tako kot je bila mogoče, 5 let nazaj. Ja, mogoče bomo pa res prišli na neko novo realnost, novo normalnost. Bi pa rekel samo to, da jaz mislim, da če se pogovarjamo o tem, kako postati milijonar, recimo, ali kako zaslužiti neke konkretno velike zneske, je najbolj logična v bistvu in najbolj pogosta pot je to, da se ustvari neko podjetje. Pač nekaj treba narediti, z nekim zvrčevanjem. Sej vi lahko v 30 letih privrčujete toliko denarja, da vam to z donosom zraste čez milijon in to, ampak še vedno, pač verjetno ni cilj nikogar, da bo čez 30 let milijonar in zdaj, da počasi vrčuje, ampak ljudje, ki to poslušajo, verjetno imajo neke ideje, da bi ustvarili neko podjetje, da v bistvu narediš nekaj, kar je lahko hitro postane velika zgodba, nek startup. To je v bistvu najboljši način za dosego tega cilja. Vse ostalo, vrčevanje, recimo, če vi trgujete, če zelo dobro trgujete spet, vi z lastnim kapitalom, če niste že iz bogate družine, ne morete postati, iti na 10-100 milijonov za uspešnim trgovanjem na borzi. Vi, če uspešno trgujete, pa če želite narediti 10 milijonov, 100 milijonov zase potencialno, potem boste morali od drugih ljudi vzeti denar. Potem morate ustanoviti nek sklad in prepričati ljudi, da vložijo ta sklad in da vi menedžirate za njih in vzamete v bistvu nek performance fee. Drugače ne morete iti iz 10.000 evrov na 100 milijonov. Enostavno takega donosa ni na nobenem trgu, razno loto. Ja, pa še to ne v Sloveniji. Ja, v Sloveniji je težko. Meni se, da si to tako zelo lepo povedal, tako da bomo na tej točki tudi zaključili. Zagotovo bomo pa še kdaj odprli to debato, kako do milijonov ali pa kako v bistvu s podjetniško idejo zaslužiti, ker to pač tudi mlade poslušalce naše tudi zanima. Tako da Damjan, Andraž, najlepša hvala za debato. Hvala. Ja, hvala tudi tebi. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessplace.com. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.